Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo govorili o žolču, jetrih, razstrupljanju. V glavnem ta video snemam zaradi tega, ker sem od ene moje prijateljice dobila vprašanje, kaj naj naredi s svojim žolčem. Verjamem, da je informacija zna biti koristna še za koga. Zdaj bom pa razložila vse, pač tako kot jaz razumem delovanje žolča za nas navadne ljudi. Kje bomo začeli? Začeli bomo najprej, kako telo komunicira z nami in kaj nam želi povedati. V glavnem, če pogledamo najprej, kje se nahaja žolč. Žolč se nahaja na desni strani pod rebri noter, v glavnem pod jetri. V glavnem in žolč, zakaj ga sploh imamo? To ni organ, ki je kar tako, recimo, kot včasih so rekli, ja, veš, sej tale slepič imamo pa v bistvu je brez veze. Zdaj je znano, da slepič imamo zato, ker je to inkubator dobrih bakterij. In ljudje, ki nimajo slepiča, je pametno, da dodajajo dobre bakterije, probiotike, zaradi tega, ker jih telo pač samo ne more več proizvajati. No, zdaj pa zakaj je pa žolč tako pomembno in ni, da kar odrežeš organ stran, pa problem rešen. Dejstvo je, da žolč sodeluje pri razgradnji maščob na manjše delce. Se pravi, mi pojemo nekaj mastnega, recimo, da pojemo zdravo solato, noter damo avokado, prelijemo z bučnim oljem in tukaj sta dve dobri maščobi. No in te dobre maščobe jih je treba predelati na manjše delce. V bistvu te maščobe se morajo razgraditi, da jih potem lahko maščobne kisline telo vsrka in jih predela. Zdaj pa zakaj jih potrebujemo? Maščobe so pa gradben material za celice, ker moramo razumeti, da naše celice so narejene 75% iz maščob in samo 25% iz beljakovin. Se pravi, mi nujno potrebujemo maščobo za gradnjo naših celic, za prožnost kože, za delovanje hormonov, nenazadnje hormoni so topni v maščobi, možgani so ena velika maščoba, to je 95% same maščobe. In zdaj pomislite, če nimamo tega organa, ki je ključen, ki je pomemben za to, da se te maščobe, ki jih pojemo s hrano, razgradijo, se pravi, nekje pride do primanjkljaja. Druga pomembna naloga žolčnika je pa v tem, da pomaga razgraditi beljakovine. In se pravi, če mi nimamo žolčnika, se tudi beljakovine ne razgradijo tako, kot bi se mogle, in s tem nam lahko manjka ključnih gradnikov, aminokislin, spet za gradnjo imunskega sistema, za gradnjo celega telesa, ker kot sem že rekla, celice so sestavljene iz beljakovin in iz maščob. Zdaj pa, da ne bom komplicirala. Se pravi, to je ta tehnična zadeva, zakaj je pomemben pač, da imamo žolčnik. No, zdaj pa gremo pogledati, kako telo sporoča, da je nekaj narobe. Spomnite, včasih smo prišli k zdravniku in je zdravnik rekel, odpri usta in pokaži mi jezik. No, in ko pokažemo jezik, se točno ve, kaj se dogaja. Jaz, če vam pokažem moj jezik jasno kaže na to, da sem imela velike težave z želodcem. Pa se smo v domačem krogu, vam pokažem, glejte. Na sredini imam črto. Kaj to pomeni? Slab želodec. In jaz vem, da sem vedno imela težave s premalo kisline in vedno od otroka naprej jaz sem popila ves kis, kar je ostalo od solate. In prav kislina kaže na to, da imaš pomanjkanje kisline v želodcu, in če imaš pomanjkanje kisline v želodcu, se spet ne razgradijo beljakovine na manjše delce in seveda jaz sem bila leta in leta slabokrvna, ker lejte, tudi železo ga dobimo pač iz beljakovin. In juhej, kdo bi pomislil, da je problem v želodcu? Druga zadeva, zdaj pa vam pokažem, kako pa pokaže, lejte tukaj, če imamo po sredini, točno leva, desna stran, in na desni strani je vranica, na levi, v bistvu, lejte, jezik nam kaže točno, da vam ne bom krive vere učila. Se pravi, lih kontra je, kot je sicer, in se pravi, jetra imamo mi na desni, ampak na levi strani so jetra.
tik pod jetri noter imamo pa žolčnik. In če imate dejansko na levi strani zareze, tukaj na jeziku, je velika verjetnost, da imate težave z žolčnikom. Spet naprej, kje nam na obrazu kaže težave z žolčem? Vam tukaj pokažem. Lejte, tle piše GB, se pravi gallbladder v angleščini. Tle gor lahko imate suho kožo, tle gor, mozolje tle gor. Lahko imate tle neprestano mozolje, lahko se vam gube naredijo. Tukaj sporoča. No, tisti, ki imate pa tukaj na sredini noter črto, pa telo sporoča, da imate slab želodec, premalo ali pa preveč želodčne kisline. In tisti, ki imate pa dve črti, to niso, pa so jezne črte, lejte tisti, ki si takole. Pa rečejo ljudje, ja, veš, to je pa od stresne službe. Ja, zato, ker si jezo potlačila in ti nastanejo te gube. To so jetra. Se pravi, v bistvu telo nam hoče sporočiti, le nekaj bo treba spremeniti, nekaj narobe. Zdaj, mogoče za tiste, ki imate tle dol težave, imate težave z mehurjem, z odvajanjem vode iz telesa. Potem tisti, ki imate tukaj le mozolje, imate težave z debelim črevesjem. Potem tisti, ki imate težave z nosom, nasplošno z nosom, težave s srcem. In kdor ima pa podočnjake, kaže seveda na slabše delovanje ledvic, želodca in jeter. Se pravi, tukaj noter, tisti, ki imate črne podočnjake, to so jetra in slabo odvajanje strupov iz telesa, tudi ledvica. Tukaj, lejte, je ključna zlata rozga, prav ključna. Tukaj nimamo nobene strašne znanosti delati. Ampak druga zadeva pa moramo razumeti, kaj pa pomembno zdaj izmed zelišč za čiščenje jeter in žolčnika, ker to moramo kar obravnavati skupaj. To sem opisala v knjigi Ko ima življenje žur, in sicer prva zadeva, brinje. Vsak ima težave z želodcem, z jetri, se vemo, imaš težave z jetri, preveč mastne hrane, brinovc pomaga. Ampak zdaj vi ne morate iti v službo zjutraj, brinovček, juhej, imam težave z jetri, ker pa jih boste res imeli, pa še službo verjetno. V glavnem, brinove jagode. Brinove jagode lahko kupite kot začimbo, veste, tiste krogelce, ali jih zdaj naberete na morju, jih posušite in jih uživate. In zdaj, kako se uživajo? Prvi dan pozoblješ teh jagod 4, potem naslednji dan 5, tako do 12. dneva vsak dan eno več in potem vsak dan po eno manj, tako da na koncu, v glavnem to je skoraj za en mesec kura, ampak vam povem, po 4 dneh že nehajo boleti notranji organi. Naslednja zadeva pa moramo razumeti, da imamo mi v naravi metelce, fine metelce, zelišča, ki malo pometajo notranje organe. Zlato rozgo sem že rekla. Obstajajo pa tista ključna zelišča, ki dejansko pomedejo vso svinjarijo po jetrih, po žolču, po želodcu. V glavnem vse te organe sčistijo. In sicer to so pa vse zelišča Korda benedikta, potem pegasti badel, to sigurno ste že slišali, da to čisti jetra. In naslednja zadeva, kar pomaga, je pa rman. Tudi ognjič pomaga pri tem, da se čistijo jetra. Zdaj jaz vam tukaj iščem, lejte na strani 159 v knjigi Ko ima življenje žur, prav pri ognjiču. In ta kombinacija, to je recept Jožice Okrogelnik iz Radolj ob Dravi, gospa, ki jo neizmerno cenim. V glavnem ona pripravlja mešanico čaja Korda benedikto, rman, ognjič in origano. V glavnem to se zmeša skupaj v enakem razmerju in se pije 3-krat na dan po eno skodelico. Vedno se pripravi svež čaj in pusti se stati 10 minut in potem takoj popije. V glavnem, to je čaj za čiščenje notranjih organov. Zdaj vam pa povem zgodbo. Moja ta mala hčerka Anja je imela pred vstopom v 1. razred pač sistemsko cepivo, nisem komplicirala, ena rama sistemsko cepivo, tetanus in vse ostalo, druga rama hepatitis B. In kaj se je zgodilo? Otrok je dobil reakcijo. Seveda, statistični podatki,
1% jih ima reakcije, potrjeno, gremo dalje. Ampak, če si v tem 1%, glejte, kaj se je začelo dogajati? Vsi sklepi so se ji vneli. Se pravi, so ji dobesedno začela odpovedovati jetra. Postala je siva, ona je bila bela kot tale lonček, bela, brez barve, glavoboli, boleče noge, brez energije, zombi, jokava, mesto oboda, gnojna bula, popek, gnojna bula, obnohtnica, gnoj. In dejansko, zdaj seveda hvala Bogu, da imam dovolj znanja. Ena stvar je, gospa Jožica je priskrbila tale čaj, kar sem vam rekla, jaz sem to otroku kuhala ta čaj, dajala sem ji velike količine omega 3+, zdaj tukaj ne bom rekla, da je vsaka omega dobra, zato ker tukaj zadaj je vneten proces in omega 3, ki je proti vnetjem, mora imeti vsaj 3 različne maščobne kisline noter ali več. Najboljše je, če ima 8 različnih maščobnih kislin noter, zato sem toliko prepričana, ta omega 3 od Neolife je sigurno dobra. Joj, tukaj vam moram nekaj povedati. Danes sem dobila mail od ene gospe, je rekla, veste, Minka, vaš cink, ki sem ga videla v trgovini, pa vsebuje umetni E-vitamin. Res, da je nekdo se znajdel in je naredil prehranska dopolnila, ki nosijo moje ime, Minka. Ampak ta prehranska dopolnila z imenom Minka niso moja, so ne vem od katerega podjetja in so umetna. To dejansko ni dobro za vas, tudi če piše gor Minka, to ni v redu. Tam ta prehranska dopolnila imajo vsa umetna vitamine noter in to jaz dejansko lahko trdim, da umetna prehranska dopolnila delujejo kot strup. Glejte, to je tako kot umetno gnojilo. Umetno gnojilo, kdo ga danes daje na svoj vrt? Pa nihče, kdor je pameten, ne boš jedel strupa. Pač uporabljaš naravne zadeve, špricaš, recimo jaz, sodo bikarbono in z naravnimi sredstvi. Nikakor pa ne umetna gnojila, ker to jaz pojem. A zdaj boš pa jedel umetna prehranska dopolnila? To je strup, ljudje, ne tega uporabljati. No in v glavnem pojmo naprej. Ja, v naravi pa rastejo zelišča, ki so dobra za nas. Zdaj pa kaj narediti za čiščenje žolčnika, za čiščenje jeter? Vse, kar vsebuje grenčine. Zdaj pa kje so grenčine? Olive, to je špica. Naslednja zadeva, brokoli, cvetače, zelje, repa, koleraba, vse, kar vsebuje žveplo, tudi zelena, tudi peteršilj, regrat, odličen, glejte, zdaj ga lahko nabirate. Potem naslednja zadeva, kje je še ogromno žvepla, redkvica je sploh hren, japonski hren. To je v bistvu prav hren, je zanimiva, tudi sama oblika kaže na to, da to malo prepuca. Da ne govorimo o zeliščih, ki delujejo na to, da počistijo od znotraj. Zlata rozga, vam bom vedno govorila, ko govorimo o notranjih organih, je vedno zlata rozga. In seveda vedno tudi rman. Rman ima toliko grenčin v sebi in lejte, rman je danes enostavno dobiti, ker ga lahko kupite, ker ga lahko naberete, ker ga lahko posušite in dejstvo je, da to čisti notranje organe. Tako da, zdaj, če se vrnem nazaj na to mojo prijateljico, kaj bi jaz naredila? Prvo bi šla na dejansko dieto za pomoč mojemu žolču in jetram. In bi pri vsakem obroku zaužila nekaj od vlaknin, se pravi zelenjave. Vlaknine lahko dobimo tudi recimo čija semena, lanena semena, lignani v lanenih semenih, delujejo celo na hormonsko stanje našega telesa, hormoni spet delujejo na harmonijo v našem telesu. Se pravi, bi uporabljala čim več teh stvari, ki spodbujajo čiščenje žolča. Pri vsakem obroku nekaj od zelenjave in poudarek seveda na zelenih zadevah, brokoli, cvetača, ohrovt je špica. To bi jaz naredila pri vsakem obroku nekaj od beljakovin, ja, nekaj lahkega, poudarek na ribah, izogibala bi se rdečemu mesu in svinjini in telečjemu mesu absolutno. Občasno
ja, piščanca, ampak predvsem ribe, pa čim večkrat in s tem, da bi pazila, da so to severne ribe. To bi jaz naredila. In pri vsakem obroku bi jedla zelenjavo, čisto pri vsakem. S tem in 3-krat na dan skodelico čaja za razstrupljanje, to je to. In zdaj pa pojdimo še na čustven del. Čustven del pa, ja, kaj sporočajo jetra? Jetra sporočajo jezo, ne? Joj, ne, še nekaj imam za vas pripravljeno. Ne moramo razumeti, da trebušna slinavka, žolč je vse v tem srednjem predelu, ki je solarni pleksus rumene barve. Čim več rumenega bi zaužila, se pravi limone, grenivke, sok ali olje iz grenivkinih pešk, mogoče olje iz grozdnih pešk, se pravi, to je samo kakšna žlička na dan, ali pa bi zmlela te peške, pa bi jih uživala. In za čiščenje je nasprotje. Poglejte, nasprotje je pa vijolično. Borovnice. Borovnice čistijo žolč, jetra. No, tako da še enkrat pokažem, se pravi, rumeno to spodbuja, nahrani, nasprotje čisti. No, vse, kar je vijolično, čisti. Se pravi, vsak dan, čisto vsak dan bi mogli popiti vsaj en vijolični smuti recimo, ali pa rdeče zelje, da si ga naribaš, mogoče za žolč in za jetra še najboljš vijolično zelje. To bi bilo ta trenutek najboljš. No, zdaj pa pojdimo na čustven del. Potlačiti jezo, neizražanje čustev v mladosti, bod teh, bod pridna punčka. No, bod pridna punčka. Zakaj mislite, da za žolčnimi kamni bolj pogosto zbolevajo ženske? Ja, zato, ker nas učijo, lejte, jaz imam 2 brata, pa 1 sestro. Mislite, da ste moje 2 brata kdaj v mladosti slišala, bod tih pa potrp. Bod tih pa potrp. Dvomam. Medtem ko jaz, zase vem, ja, jaz sem res to velikokrat slišala. In dejstvo je, da moški so drugačni, ne, moški se lahko razjezi, moški pokaže svojo moč, ko pa ženska, bod tiha miška, potrp, požari svoja čustva, ja, in ne izražaj, bod pridna, ubogljiva. In potem nastrada tvoj žolčnik, pa tvoja jetra. Zato je to pomembno izražati, zdaj pa kako izražati svoja čustva. Zdaj ponavadi naredimo tako, ne potlačiš, pa eksplodiraš, pa vsi rečejo, pa kaj ti je? A te luna daje? A imaš spet rdečo? Aha, a hormoni te dajejo? Ne, potlačena jeza je usekala na dan. Zdravo izražanje čustev je, da se ustaviš vsake toliko časa, sploh takrat, ko te nekaj rani, da se vprašaš, kaj občutam, kaj ta trenutek občutim. In tisto, kar občutiš, da si upaš izraziti, kaj občutiš, in potem, ko to občutiš, da tudi izraziš. Zdaj pa vemo, da pogosto ljudje ne sprejemajo dobro naših čustev. Jaz vam svetujem, začnite pisati pisma, ko ne gre komunikacija, in napišite pismo. V tej situaciji občutim to in to. Ob teh besedah sem občutila to in to. Zaradi tega se sedaj počutim na ta in ta način. In boste videli, izražanje čustev dela čudeže. Res jih dela. Zato naredite v tej smeri. Glejte, a ni škoda, da vas razžira, a ni škoda, da vi morate iti na operacijo, a ni škoda, da vi pridelate kamne, te kamne, ki jih bilo treba odložiti, ki jih bilo treba izrasti. In ko začneš izražati te svoje kamne na ljubeč način, da se razumemo, ne da zdaj lučaš te svoje kamne v druge, ampak da izražaš čustva, se potem tudi žolčni kamni stopijo. Glejte, dokler smo živi, naše telo se obnavlja in verjemite mi, da ima moč, vso moč, da se popolnosti obnovimo. Vso moč. In tudi lahko obnovimo žolčne kamne oziroma jih stopimo, ker jih ne potrebujemo. Tako da, ja, spet sem pri zlati rozgi, mi gre skozi možgane, prav ta rumena energija, zlata rozga ima rumeno energijo. Pijte zlato rozgo in boste videli, vaše telo vam bo res hvaležno. In vaša jetra, vaš žolč, tudi vaša ščitnica, ledvica, mehur, ja, strupi bojo šli ven
in boste videli, lažje boste zadihali in predvsem, kdo bo imel korist od tega, predvsem vi, pa tudi vaša okolica, ker lejte, zdravje, a ni to nekaj največ, kar imamo lahko. Tako da imejte se radi, delajte za sebe in jaz upam, moja Nina, je bilo to dosti izčrpen za tebe, boš znala vse skupaj sestaviti, boš, ne da. Zdaj pa naslednji video bom pa govorila o tem, kako kombinirati glikemični indeks, da vas ne popade lakota in da ostajate v ravnovesju in predvsem, da shujšate. Imejte se lepo, imejte se radi.